Evropa osebno. Juta navadno ne zajtrkuje, ampak če bi se moral odločiti, bi za zajtrk najraje jedel maybe rice, salmon and miso soup. For breakfast. Yes. riž, lososa in juho miso. Za zajtrk? Za večino od nas precej nenavadna izbira. Na Japonskem pa je za prvi obrok dneva našteto nekaj čisto običajnega. In Juta Harako prihaja iz Japonske. Harako Yuta と申します。私は日本から来ました。青森県出身です。 Pri svojih 35 letih se je prvič v življenju znašel v Evropi. Natančneje na Dunaju. I was surprised that when you ride on the train, there's no machine which will allow to go inside the platform. Presenečen sem bil, da tukaj na podzemni železnici ali ko potuješ z vlakom, za dostop do perona ni treba iti skozi elektronska vrata. Na Japonskem so ta povsod. Tu pa le kupiš karto, ki jo moraš sicer validirati, ampak dostop do perona je prost. To me je najbolj presenetilo. But in here you just buy ticket and validate and go inside, so it was very surprising. Ne razumem najbolje, kaj ga pri tem tako preseneča. To, da naša tehnologija ni na tako visoki ravni kot Japonska. Sploh ne. Pojasni mi, da ga preseneča to, da lahko ljudje tu vstopijo na vlak tudi brez karte in da se zanašamo na vest posameznika, da bo za karto plačal. Druga stvar, ki je Juta tu ne razume, je vedenje ljudi na poslovnih sestankih. Ko nekaj razlaga, ga vsi poslušajo kot okameneli. So tiho in čisto pri miru. To ga je sploh na začetku močno strašilo. Če ne prikimavaš ali nimaš vsaj nasmeha na obrazu, medtem ko poslušaš sogovornika, na Japonskem mislijo, da je nekaj narobe s tabo in se ne želijo več pogovarjati. On se je tega zdaj že navadil, saj so ravno poslovni sestanki tisto, zaradi česar je obiskal avstrijsko prestolnico. Tam je zastopal zagonsko podjetje, v katerem so izdelali formulo za tekočino, ki ob vbrizganju v telo postane gel. Tako nekaj časa ostane v predelu telesa, kamor so jo vbrizgali, in tako omogoča lokalno zdravljenje, denimo rakavih obolenj. Razvijanje inovacij na področju zdravstva je njegovo življenjsko poslanstvo. I was the part of the Boston Scientific Endoscopy Division, and after joining there, I learned how important is endoscopy. Kar nekaj let sem delal v podjetju Boston Scientific na oddelku za endoskopijo. Takrat sem se naučil, kako pomembni so preventivni pregledi črevesja in trebuha. Ker moja mama še ni bila na takšnem pregledu, sem jo spodbudil, naj ga obišče, in odkrili so ji raka na črevesju. Na srečo še dovolj zgodaj, da so jo lahko operirali, in 10 let pozneje je še vedno živa. Zato sem hvaležen zdravstvu in želim nekaj prispevati. Njegovi starši sicer ne delajo v zdravstvu. Oče je inženir ladijskega strojništva, mama pa skrbi za dom. Nadvse jima je hvaležen za življenje, ki sta mu ga omogočila. Kot otrok je bil zelo živahen in neroden. Vsaj enkrat na 3 mesece so morali z njim obiskati urgenco. And also, every time they take me to supermarket or department store, I was always lost. So there was an announcement that, 3-year-old kid has missed their parents, that kind of stuff. In vedno, ko so ga vzeli s seboj v večjo trgovino, se je v njej izgubil. Spominja se, kako je po trgovini odmevalo. Spoštovani kupci, našli smo 3-letnega fantka, ki išče svoje starše. Ko je bil star 8 let, so se iz prefekture Aomori zaradi očetove službe preselili v Hongkong, kjer je končal osnovno šolo. Kultura in navade so tudi tam precej drugačne kot na Japonskem, razloži. In Japan, we will not say in the word, but we will show by the attitude or... Na Japonskem marsičesa ne bomo povedali z besedami, ampak le z vedenjem.
Kitajci so veliko bolj neposredni. To je sicer dobro, ker ti stvari povedo naravnost in jih brez težav razumeš. Hkrati pa se ljudje tam bolj odprto prepirajo kot na Japonskem. I see people fighting each other more open compared to Japan. So Na Japonskem vam tako morda nihče ne bo ničesar rekel, če boste na ulici kadili, vas bodo pa gotovo neodobravajoče gledali. Podobno se vam bo zgodilo, če se boste na javnem prevozu glasno pogovarjali. So people were silently sitting on the chair or the standing, but we are not kind of, like loudly speaking. Na Japonskem je namreč navada, da na vlaku, avtobusu ali podzemni železnici sediš oziroma stojiš v tišini. Hrup, ki ga tam včasih zganjajo turisti, domačini razumejo kot neotesanost. Juta se je na Japonsko vrnil pri 14 letih in tam začel obiskovati srednjo šolo. Če bi ostal v Hongkongu, tam verjetno ne bi bil sprejet na nobeno fakulteto, ker je omejitev zelo visoka, konkurenca pa zelo močna. Veliko njegovih prijateljev, ki so ostali tam, je šlo študirati v tujino, v Avstralijo, Kanado ali Veliko Britanijo. Nasploh je zelo težko priti na katerokoli univerzo v vzhodni Aziji. Podobno kot pri nas imajo po koncu srednje šole nekaj podobnega naši maturi, ki tam obsega izpite iz 6 predmetov. And in total, you have to get more than 90% accuracy to enter to the universities. Da si zagotoviš mesto na eni izmed vzhodnoazijskih fakultet, moraš pri vseh predmetih skupaj doseči več kot 90%. Juta pravi, da doma sicer nikoli niso pritiskali nanj glede učenja ali ocen, ga je pa učenje silila družba. We have kind of temporary tests every month or every 3 months. Vsak mesec ali pa na 3 mesece smo imeli preizkuse znanja in rezultate so profesorji javno objavili. Če sem se znašel na repu seznama, sem se prijateljem pokazal v slabi luči, zato mi ni preostalo drugega, kot da se učim. So I don't want to that, so I studied. Po koncu študija se je Juta zaposlil v japonski podružnici ameriškega podjetja, ki se ukvarja z biotehnologijo in biomedicinskim inženiringom. Tako se je začela njegova poslovna pot v zdravstveni industriji. V tem času pa se je začela tudi njegova skupna pot z zdajšnjo ženo. Spoznala sta se že kot otroka, preden se je Juta preselil v Hongkong, sta bila soseda. Od takrat se nista videla ali slišala. Nato pa jo je Juta nekega dne poiskal na enem od družabnih omrežij. She was living in Osaka and I was in Tokyo. So I took train to go to see her, and after 3 years we married. Ona je živela v Osaki, on pa v Tokiu. Kupil je karto za vlak in jo šel obiskat. In 3 leta pozneje sta se poročila. Danes, 10 let pozneje, skupaj živita v predmestju Tokija.